Spoštovane gledalke in gledalci, danes gostimo profesorja dr. Kristjana Gostečnika, s katerim bomo govorila, kako je oziroma kaj človek doživlja, ko ostane brez dela. Pozdravljeni. Dober dan. Profesor. Kako je dejansko človeku, ko resno ostane brez dela? Torej govorijo, da je veliko težje moškim kakor ženskam, kar je nekje po svoje razumljivo, zaradi tega, ker moški pa delo smo zelo združeni. Moški brez dela zgubi samozavest, zgubi svojo podobo, zgubi svojo notranjo strukturo, identiteto, vse, kar hočete. Zgubi smisel, kaj bi sploh se še kaj šel. Moški se z delom zelo poistovetimo, moški mora delati, moški je nekdo, ki se uresničuje v delu, se tudi ženska, sigurno. Ampak moški smo velikokrat še veliko bolj tunelsko usmerjeni v to naše delo in zdaj naenkrat dela ni. Kaj boš zdaj? In tle se skrb začne in se začne, kdo sem zdaj jaz, ko sem brez dela, in zdaj bom odvisen od drugih, je žalost, je razočaranje, je jeza, je bes, je izdajstvo, je prevara, vse, kar se da v to delo vključiti, ker naenkrat si popolnoma v čisti negotovosti, še zlasti, če imaš nekoga, ki moraš skrbeti za njega, in se počutiš ponižanega in osramočenega. Pravite zgubiti smisel. Kako ga dobiš nazaj? Tako, da dobiš spet delo. Moški nima dela ni. Služb ni, delo pa je. Se pravi, če dejansko iščemo delo, ga vedno najdemo. Najdemo ga vedno, ni pa nujno, da bo dobro plačano, ali včasih sploh ni plačano, ampak je dobro, da greš nekaj delati. Pa pet na Karitas, pa Rdeči križ, pa vse te humanitarne organizacije, samo da nekaj delaš. Se pravi, da dobiš nazaj občutek, da si koristen. Da si koristen, ja. To je pri moških nekaj, kar je nujno potrebno. Kaj drugače, potem moški začne tle hitro s kakšnimi takimi aktivnostmi, dejavnostmi, ki nujno vodijo zasvojenost, ali alkohol, droge, in tako dalje. Kako pa vemo, da pridemo na to točko? Pravite alkohol, droge, ko na nek način, ko prideš v tisto začetno fazo neke krize. Zaradi tega, ker na tisti začetni fazi se ti fantje, ti gospodje, ti moški začnejo zdraviti s tem, ker mu je hudo, ker je razočaran, ker je žalosten, ker je negotov, nekaj popije in je čisto fajn. In potem iz nekaj popije, nastane več popije in potem preveč popije. Najprej popije zato, da bi pozabil, potem pa pozabi, da pije. Tako daleč gremo. In so te zasvojenosti res zelo težke, potem, kar se tiče izkorenitve ali prekinitve s tem, zaradi tega, ker potem tvoja kemija nujno potrebuje to dozo, da sploh lahko živiš. Pa če pridemo do te točke, pač izgube delovnega mesta, službe, kje je partner oziroma katero vlogo ima on tukaj? Partner ima tle bistveno vlogo. Najprej morata oba sprejeti, da je to krivično, da oba sprejmeta, da se je to zgodilo in da je to zdaj problem, ki ga boste morali ona dva rešiti. Ker ona dva lahko zdaj krivita drug drugega. To si naredil, gotovo, so te vrgli službe, si zmeraj bil negotov, nezanimiv, nezvest, nedelavan, ni čudno, da so enostavno te siti in so te vrgli službe. Te in podobne stavke je zelo dobro takrat malo utišati, ker je krivica. Tudi če človek ne vem, kaj že počel in da je sam kriv, da je brez dela, je še zmeraj problem, da nima dela. Se pravi, da je bistveno, da partner sliši tam. Da sliši to njegovo razočaranje, da sliši to njegovo jezo, bes, žalost, ki se tam gotovo poraja. In da rečemo, začnimo tle znova, bomo najdli drugo stvar. Ker ta moški, ki je brez dela, bo seveda hitro najdel krivce vse posod, od žene do otrok, do kako ga vsi samo izkoriščajo, zapravljajo, zdaj bodo pa že videli, ko on nima več dela, zdaj bodo pa vsi pomrli tam in od lakote bodo shirali zaradi tega, ker ne bo on nosil svojega denarja in tako dalje in tako dalje. Dokler on sam ne sprejme, da je to se krivica dogodila njemu in da on edini, ki lahko to krivico in to jezo in to pošastno situacijo razreši, tako dolgo enostavno nismo prišli do nobene rešitve. Se pravi, če prav razumem, nima niti časa žalovati, ampak ne gre kar takoj v akcijo. Ja, čim prej žaluje, že lahko še zmeraj, ampak to žalovanje je, zdaj, če on začne žalovati, potem 2 leti ne bo dobil nobenega dela, ker bo zmeraj še žaloval za nečem, kar pač ni več.
Vse so težka žalovanja, vse razumemo, da to ni enostavno, da takoj izgubiš čisto vse, da si ponižen, razžaljen, do kraja sramočen velikokrat zaradi tega, ne. Ampak tle je resnično, če kje je akcija na mestu za kakšno izgubo, je tle 100%, ker dlje si brez službe, slabše je. Dlje si brez nekega odnosa, ki te je globoko razočaral, boljše je, a ne, ko si dobiš nekaj drugega, ne, ker žaluješ to in na koncu ugotoviš, da ne, da je to najboljše, kar se ti je v življenju zgodilo, ampak da je to nekaj, iz česa lahko zraseš. Po službi je pa nujno takoj zrast, da dobiš svojo identiteto nazaj, ker tle izguba službe je popolnoma nekaj drugega, kakor služba človeka ali ljubezni, ljubljene osebe ali ljubljeno osebo, ne. Ok, profesor, vi mi govorite o eni pozitivni varianti vsega tega, ne? Ampak zakaj potem eni ne dobijo službe dejansko več let? Saj je ne. Saj so vse mogoče tragedije okoli teh služb. Ampak če človek začne delati, bo prej pripravljen, ker službo sprejemamo po enem zelo zanimivem ključu, ki se mu reče, čist kaj čutiš ob človeku, ki pride do tebe. Saj so včasih ljudje, ki pridejo na intervju in jim že na čelu piše, prosim, da me ne vzamete v službo, ker mi je čist fajn brez dela. To se začuti ob teh ljudeh, ne. Če nekdo hoče delati, bo pač se prijel vsakega dela. Nekaj bo počel zato, da svojo lastno higieno vzdržuje, to notranjo, delovno. Se pravi, na nek način, če gremo po nekih stopničkah, vedno lahko pridemo do nečesa večjega. Vedno pridemo do nečesa večjega in da to, kar ste vi tako krasno omenili, je res, da so ljudje tle občasno potem v takih groznih stiskah leta in leta, kakšni se nikoli več ne poberejo, da so strahovite rane tam zadaj, da tudi služb ne bodo več dobili, da se zapijajo in za svoje življenje dobesedno izničijo zaradi tega, ker jim je bila narejena takšna krivica, ampak na koncu to življenje imamo, to klet smo na tem planetu, smo gostje vsi na tem domu, ki se mu reče planet Zemlja, in kaj boš naredil iz sebe? To je ta pozitivni vidik. Če sem še mogoče malo provokativen, kaj pa mladi, na primer, ko napišejo po 200 prošenj, ima to sploh smisel, če itak... Seveda ima, 201 pa morda bo. Če itak dejansko se govori, da itak so vse povsod veze in poznanstva. Vse povsod je to res, vedno je bilo tako res, ampak ti mladi ljudje ja, se zboljšuje tudi na tem področju zaradi tega pritiska, ki ga mladi imajo. Zdaj, ko je ta komisar bil pri nas, so mu vsi enoglasno povedali, služb ni, nas ne zanima politika, nas ne zanima ne vem katera že unija, nas zanima, ali bomo jutri mi lahko živeli človeka vredno življenje ali ne. In imajo oni tle veliko vlogo in pritisk na vse, ne. Je pa za vse velja, ja, tudi tam je treba se oprijeti nekega dela. Danes imamo mi doktorje znanosti, ki delajo ne vem kaj že, ne, in imamo vse mogoče poklice, ki svojega poklica nikoli niso opravljali, ne. Počnejo pa nekaj drugega, ne, pa tisto koristno delo, da se imaš v sebi za človeka, ki je vreden, da je tudi koristen, potem je zelo drugače. Profesor Kristjan, če gremo korak nazaj, kako pa to otrokom oziroma družinski skupnosti pojasniti, da si ostal za naenkrat brez dela? Otrokom je treba povedati čim manj besed, čim bolj dostojanstveno in jim povedati, da bomo poskrbeli za njih. Ne, da zdaj mi rečemo, aha, zdaj boš pa nehal biti razvajen, zdaj se pa kot v teh primerih jih imamo polno, ne, da začnemo otroke potem kriviti, ker on se itak počuti krivega, da je bil preveč zapreljiv, da je preveč zažiral družinski budžet, ne, se zdaj nekaj groznega zgodilo. Da jim povemo, poglej, mogoče, da bomo morali kakšne superge, ne bomo kupili takoj, mogoče bomo kakšno stvar morali spustiti, mogoče kakšno opremo, ki je nujno rabiš in si pričakoval, bomo morali malo zaustaviti, začasno narediti kakšno prekinitev, pa bo pozneje, ne, ampak s tem, ko mi otroka ne obkladamo z najbolj groznimi scenariji, kaj da se bo zgodilo, da ne bomo na pol preživeli, ne, sebi tudi pomagamo, ne, da sebi damo novo motivacijo, da začnemo znova. Hvala. Poglejmo si, kako to dejansko izgleda v neki praksi. Poglej, draga dama, ne, meni se je naredila ena grozna krivica tam v službi, ne. Kaj pa spet? Ja, neč, brez dela smo zdaj, ne.
Kako brez dela? Morala se pač ti malo zaktivirati in začeti malo delati. Kako brez dela? Ja, pač ni več dela. A hočeš reči, da so te vrgli iz službe? Ja, tehnološki višek smo ratali. A hočeš reči, da so te vrgli iz tečaj so službe? Zdaj se izgovarjaš na službo, ja, ne? Boš pač ti morala malo se zaktivirati. Se pravi, si bil spet, si se v prvo vrsto postavil, pa si rekel, da lahko greš kar ti, a ne, ven iz službe. Ne, ker bodo stečaji vsa stvar šla. Nikjer ne ustrajaš, nikjer se ne potrudiš za dosti. In zdaj bom jaz tega rada, ne? Jaz pa lahko, če bi ti ustrajala in nehala hoditi v trgovino, veš, teh plaščov, kril, čevljev. Kaj pa, če bi šel v službo, nehala hoditi, recimo? A bilo to fajn? Samo oči ti si meni obljubil, da mi boš superge kupil. Točno to, za rojsten dan bom dobil pa motor. Kolo ti je obljubil. Pa motor, da ne govorimo, kolo ti je že ne vem koliko let nazaj obljubil. Ja, ti sem itak že kar pozabil. In kaj bomo rekli, da je služba kriva? Vidva sta bila navajena mene izkoriščati noč in dan. Jaz sem bil banka za vas, jaz sem bil samo postrežna trgovina za vas. Vidva sta vse dobili od mene. In zdaj kar naenkrat neko sem jaz, meni se je krivica zgodila, me nihče ne razume, niti pa prijav se na zavod za zaposlovanje, Madonna. Ja, kaj bom jaz na zavodu za zaposlovanje? Nič ne premakneš. Spoštovanje pa še zmeraj imam do sebe. Zmeri je za dost dela, čist zmeraj. Če ne drugega bi doma prebelo eno garažo ali pa ne vem kaj. Jaz da bom te belil, da ta vidno pol noter svinjarijo zganjala. Se pa loč! Se bom! Ja, v redu, ne? Kad ne mislim za enega klošarja te skrbeti. Edino pravilno, ne? Sej, jaz vem, dokler ti ženske ste pač take, izkoriščaš, dokler je kaj, dokler ima koristi, bo se pa loči. Nekaj se je meni zgodilo, kar bom zelo težko vam povedal, ne? Kaj pa, a si zbolil? Poglej, naše podjetje gre v stečaj. Kako v stečaj? In je vprašanje mesecev, kdaj bomo čisto si brez službe. A pa niso rekli, da bojo zrihtali to? Seveda. Danes so nam prišli povedati, da se ne da ne zrihtati, da so Avstrijci nekaj odpovedali. Mađari pa je nas noči vzeti, ker smo že itak propadla družba. Slovenci pa se veš, kako je z nami. A ti hočeš reči, da bomo zdaj samo po rejni plači in to bo moja plača? Jaz mislim, ja, trenutno izgleda tako, ampak jaz mislim, da bom prvo šel na zavod, čeprav je to zame do skrajnosti ponižujoče, pa se bom pa, ne vem, v Avstriji šel delati. Nekaj bom jaz delal, sigurno. Ne bomo tle zdaj stradali zaradi tega, je pa res nekaj, kar bomo morali se zelo midva zmeniti, kako bomo to zdaj naredili, ker jaz sem tle res rahlo sesut in Miha, sam da veš, zate se ni nič spremenilo. Morda teh superk res ne boš dobil drug teden, pa kolesa, pa motorja. Ma športni dan imajo. Ja, vse bomo skušali. Kaj, bom jaz, a ne v šoli rečem? Ne, Miha, bomo to uredili, jaz samo ti rečem, da trenutno jaz tega te pač ne morem omogočiti. Trenutno, bomo vse naredili, da se bo to dalo narediti. Na koncu to samo denar in stvar tedno in teden prej. Samo denar, da nas bojo na cesto vrgli, ne vem. Ne, nobenega ne bodo na cesto vrgli. Bom jaz tle si sigurno zrihtal nekaj, zdaj zaenkrat bomo dobili na zavodu za zaposlovanje, vsaj tisto nadomestilo. Potem bom pa jaz sigurno zrihtal službo, brez skrbi. Veš, da jaz ne bom brez tega. Kaj pa, če ne dobiš? Bom pa v Avstriji iskal, nekje bomo. Vse take kadre, ko se jaz vse posod iščejo trenutno. Tako da je pa res zelenih 14 dni bomo morali na nek malo pač zagrizati, ker tudi plač ne bomo dobili, so nam povedali, da bo pač šlo vse v stečajno maso. Ne bojo? Ja, pa je, da smo pač lahko odidemo iz službe, tisto, kar imamo, lahko odnesemo. Taka krivica. Je šok, skrivica, ampak bom jaz to poskrbel zase tle, okej? Hvala, da razumete, ker je res to... Profesor Gostečnik, kaj se je dogajalo v tem posnetku? Torej, v tem posnetku, prvem je res katastrofa, ker je otrok na koncu bil, ne da so njega direktno okrivili, da je on vsega kriv, ampak on se počuti tle skrajno bedno. Tako se tudi žena posluša te njegove stavke in njegovo jamrarijo in se ona poskuša spraviti iz tega začaranega kroga, sama ven in se tudi ne more in tudi ona začne napadati in tudi ona začne potem uporabljati sramotilne in ponižujoče besede in stavke in potem ona dva imata tle eno grozovito sceno, ki se ji reče konflikt, ki je poln sramu in do pravega gnusa grejo ti ljudje. Je možno, da je tukaj ogromno nekih katastrofalnih pričakovanj? Seveda, mi si nosimo ta pričakovanja že s sabo, kaj se bo z nami zgodilo, če ne bomo dobili služb, kaj bo
potem kje izgubimo svoje dostojanstvo, svoje samospoštovanje, izgubimo vse, ne, velikokrat rečemo, ne. In je treba tle biti res skrajno previden in nežen drug z drugim. Ker tak je izgubil službo, se mu njemu dogaja res pošastna krivica, ne. Ta gospod, ki zdaj kar naenkrat je na cesti, ne, ali rečemo na borzi, ne, se pravi izpostavljen in osramočen, da žena res vstopi v njegov svet, pa ne toliko z denarjem, tudi to, če je nujno potrebno, ampak predvsem z dostojanstvom, da je ona potem postane njegova motivacijska sila oziroma nekdo, ki ga spodbuja, nekdo, ki mu vrača njegovo dostojanstvo, ker moški tle res izgubi lahko čisto vse, kar je tako čuti, ne, v tistih trenutkih, ne. In zdaj, da je še družino izgubil in da se ga še družina zdaj se mu odrekla, ne, ker je postal brezposeln, ne, je res skrajna beda. In nujno je tle, da se ta družina poveže, ne, da skupno začnejo gristi to jabolko, ne, ki je zelo grenko, ne, ki je nedozorelo, ki je zelo, bomo rekli, boleče in polno teh katastrofalnih pričakovanj, kot rečemo, ne. Ampak delo je, če se ta človek zares zavzame in začne nekaj dela, da svoje dostojanstvo ohrani, kot smo rekli, je s tem že veliko naredil. Tudi zase, tudi službe pozneje niso danes odprte, nihče več ne hodi in trka na naše vrata in kliče, če bi slučajno mi želeli biti direktor in kakšno plačo bi hoteli imeti, ne. Tega nekako ni, ne. So pa te službe, ne, ki se jih da marsikje dobiti, ki koristijo, če ne za drugega, zato da človek svoje dostojanstvo ohrani, ne. Pa na primer, če se vrnemo nazaj na posnetek številka 2, se Miha takrat umiri? Če mu na en čisto sočuten način pojasnimo. Ja, tudi otroci doživijo zelo težke čase, težko občutje se tudi na njih zgrnejo, ne, ker vejo kar naenkrat, da smo pa v čisti nevarnosti, ne. Za njih je to nekaj nepredstavljivega. On samo ve, aha, zdaj pa ne bo smuči, aha, zdaj pa ne bo novih superk, aha, zdaj se bom pa moral jaz marsičemu odreči, aha, zdaj pa jaz pred sošolci ne bom mogel biti več on, ki se je postavljal, da ima vse najboljšo firmo, ne. Vse njegovi artikli od oblek do superk so najboljša firma, kar naenkrat je izgubil tudi on ta svoj status, ne. In zdaj, če mu starši to razložijo, da je to začasno, da se bo to pač uredilo skozi čas, ne, potem otroku da to izjemno varnost. Seveda mu jo da, ne. Ne damo pa popolne varnosti, ker tudi otroci nimajo. Otrok ve, da je tle prišla ena kriza v družino in da bo moral on tudi verjetno biti prikrajšan za kakšne stvari, ne. Je pa seveda popolnoma nekaj drugega, če se ti zdaj starši skregajo in se potem oče zapije ali mati zapije ali posledično ona dva začneta celo ločevati zaradi takih spletk, ki se tam dogajajo, potem pa je hudo. Potem bo otrok zelo težko doživel kakšno varnost v tej družini in bo on hitro začel tudi sam delati, ne. Več kot je treba, včasih ti otroci potem začnejo tudi kakšne aktivnosti, ki niso najbolj korektne, ne. Tudi oni se začnejo s kakšnimi takimi ukvarjati, ali začnejo piti, ne, začnejo kaditi. Želijo prebuditi starše nazaj, ne? Ja. Bodo šolo hitro začeli zanemarjati, ne, špricati v šoli, ocene bodo padle, ne. To so sami taki znaki, za kar niso krivi starši. So pa edini, ki lahko spet vstopijo otroka v svet in mu pomaga, da se razreši. Se pravi, če vas prav razumem, je akcija tista, ko na nek način odreši vso to celo situacijo. Ja, da si ta človek vrne dostojanstvo in vrne ga mu največkrat delo. Ta človek ne more zdaj iti in začeti meditirati in premišljevati, ne vem kaj. Jasno, da mora skrbeti za svoje telo, jasno, da mora tudi skrbeti za svojo higieno, jasno, da mora skrbeti tudi za to, da bo čim prej spet službo dobil, ne. Seveda, tle je problem, kaj pa, če ni nobene službe več, ja, delo pa zmeraj je, ne. Kristjan, hvala za vse te besede oziroma vse spodbudne besede, ki ste jih omenili v današnjem studiu. Vam, spoštovani gledalke in gledalci, pa želim čim manj neprijetnih zadev, kaj se tiče pri izgubi dela. Hvala.